naslov lahko se sliši celo zelo strašljivo, kakšne so to zdaj sodobne tehnologije, ampak ne bo tako strašno. Sodobne so samo v tem smislu, da pravzaprav pri našem projektu se ne ukvarjamo zgolj s tistim tipom gradiva, s katerim se sicer zgodovinarji v glavnem ukvarjamo, kot jih je lepo pokazal predhodnik, torej arhivsko gradivo, pač pa se seveda glede na naravo dela ukvarjamo oziroma uporabljamo tudi neke druge vrste virov, o katerih bom nekaj več povedal v nadaljevanju. Začel bom pa z temi sodobnimi tehnologijami. Najprej to je tisti dolgi naslov projekta, ki ga je Peter omenil, ki traja 3 leta, pravzaprav zdaj smo že v polovici, blizu polovice drugega leta, vendar smo še vedno v glavnem v prvi fazi zbiranja gradiva. En projekt je v smislu izdelka je že končan, to je tamle v predverju tista razstava o Rogaški Slatini in kot rečeno že napovedana razstava o Beli krajini, ki bo aprila. Načrtujemo vsaj še razstavo o Prekmurju, najverjetneje seveda tudi za dolenjski konec. Že relativno kmalu v začetku novembra pa bomo na fakulteti odprli vse slovensko razstavo oziroma pokrivala bo cel prostor. Konec decembra, ko smo skupina obiskali Žumberak, približno iste točke kot včeraj, tudi je bila tudi ideja za včerajšnji izlet, se Svajšmano voziva v Ljubljano in modrujeva, ne može biti tiho med vožnjo, avtocesta je, da se malo vklopiti možgane še za kaj drugega. Muzika je dolgočasna, če je dolgočasno traja. Zakaj ne bi uporabili to, kar je zdaj blazno popularno, ker to vsi imajo? Vsi imajo Facebook account in podobne zadeve, pa zakaj ne bi mi mogoče videli, ali se da to uporabiti ne zgolj zato, da gor označiš, kje si bil in kaj si jedel, ampak še kaj drugega. In izkazalo se je, da seveda na naravo našega projekta, da je to, kot bi zadeli glavico na žablju. Razvili smo, torej odprli smo profil na Facebooku, na katerem objavljamo dokumente, fotografije, filmske izsečke, komentarje in najrazličnejše stvari. Relativno enostaven naslov okupacijske meje, tako da ga ne morete zgrešiti. Kdor je veš sodobne tehnologije, na onem zadnjem panoju za Belo krajino je spodaj tudi črtna koda in boste imeli takoj dostop do tega. Gre pa za javni profil, tako da tudi, če niste sami ne objavljate ničesar, ker niste pristaš tega razkrivanja zasebnosti, boste ta profil vseeno lahko obiskali. Ob tem smo, to se vidi na spodnjem delu, oziroma na tej povečani sliki, smo se odločili to uporabiti predvsem enostaven pristop, pa dosti učinkovit, torej na Google Maps označujemo lokacije, kjer se zadeve dogajajo, kakršnekoli obliki, naj si gre obiski na terenu, naj si bodo gradivo, arhivsko gradivo ali karkoli podobnega. Pri vsaki lokaciji, če greste na link oziroma na ta zemljevid prek Facebooka, boste videli, kaj se tam da vse videti, kaj na določeno lokacijo je vezano, v bistvu je to neke vrste naše kazalo. Skozi te točke, ki so na zemljevidu, mi laže, oziroma kdo želi laže dostopiti do neke določene informacije, ki je vezana na tisto določeno točko. Pri našem delu uporabljamo torej ne zgolj pisno gradivo, pa tudi fotografsko in filmske posnetke, o tem bom nekaj več besedi povedal. Gre seveda za vsaj obeh primerih za dve vrsti, v časovnem smislu dve vrsti fotografij ali virov. Gre za nekaj, kar je historičnega datuma, pomeni, da je iz časa, ki ga obravnavamo, in druga možnost je seveda mlajše. Najpogosteje mlajše, bolj ali manj nastalo v času izvajanja našega projekta. Tole sta zdaj primera recimo dveh fotografij starejšega datuma. Samih fotografij meje ni tako zelo veliko, ker seveda treba vedeti, to gre za vojaško, to je vojni čas, gre za specifično vojaško točko. Meja ni nekaj, kar bi pač kar tako tam stalo. Vojska ima do tega
natančno določen odnos, interes in tako naprej. Desna slika je specialna iz enega samega razloga. Ljubljana je bila takrat, upajmo prvič in zadnjič, obmejno mesto in tole je fotografija z mejnega bloka v severozahodnem delu mesta, kjer je tramvaj prečkal državno mejo. Tramvaj v mestu Ljubljana je vozil iz Italije v Nemčijo. In vsakokrat je bil mejni pregled potnikov, ki so potovali. Zna biti, da je bil tudi sprovodje bolj ali manj vedno podvržen vsaj neki mali kontrole. To levo sliko poznate, to ste videli že včeraj, to je fotografija v Harinih zlakah, oziroma današnji mejni prihod po četrtek. Obstaja nekaj zasebnih fotografov iz onega časa, ki so fotografirali namensko in so te stvari lahko zdaj lažje dostopne, ker so to v nekih fondih, fototekah, muzejev, redke kakšnih arhivih. Imate pa tudi seveda še tretjo možnost, da najdete množico stvari na spletu, kjer pa je seveda običajna logika, ki se reče konfuzija, spletna konfuzija, namreč slika je jasno, izvemo iz katerega časa je, recimo ne vemo, kje je posneta. Torej, nam pomaga relativno malo. Čeprav gre za sliko, ki je recimo lahko na nekem specializiranem portalu. Recimo imate specializirane portale, kjer so objavljene fotografije nemških policijskih enot. In so slike za določen prostor, kjer je ta policijska enota bila. Zdaj pa seveda, če manjkajo natančne navedbe, kje in kdaj je bila ta določena policijska enota, ker ta ni bila fiksno tukaj, ves čas na nekem mestu, ampak so jo selili, potem seveda ne morate vedeti, kaj natančno je na sliki, če nimate nekih točk, orientacijskih točk, s pomočjo katere vi lahko sliko locirate. Ali recimo druga možnost pa so slike iz zasebnih zbirk, to je ta slika, ki jo kolega Fleischner že pokazal, torej slika mejnega prehoda oziroma hiše, ki so jo delno preuredili v bunker pri mostu pri Metliki. Druga so seveda fotografije, ki nastajajo v času našega projekta, kjer gre lahko za več različnih pristopov, kaj želimo slikati. Tole recimo sosedeči drži staro fotografijo z novo, na lokaciji, kjer je bila takrat posneta in ki je v bistvu identična. Most je bolj ali manj identičen, dobro, malo je posodobnen. Še vedno je tu državna meja, res pa, da stražarnice, tu nekje je stala stražarnica, kjer stoji Peter, oziroma tamle je tista stabla tam zadaj za njim. Torej, lociramo, primerjamo staro sliko z novo sliko. Druga možnost fotografij na terenu so pa seveda fotografije, ki so zvezane z tem, kaj mi najdemo na terenu. Recimo, mejni kamen, ostanke stražnih stolpov, prva stvar na levi, druga stvar na desni sliki. To je oboje na meji zahodno od Ljubljane, na meji med nemškim in italijanskim ozemljem. Ali recimo meje v Visokogorju in tu preverjamo situacijo, kako natančna je meja potekana, ob čemer uporabljamo recimo lahko pri slikanju na terenu tudi neke prosto dostopne. To so programčki, ki so dostopni to je odprta koda, torej vsak si ga lahko izbere in mi s tem programom SV Maps imate pa množico teh opcij. Kot vidite, slika je natančno geografsko pozicionirana, koliko seveda je telefon natančno pozicioniran. Lahko gre za umerke, meter, 2, 3, 5, odvisno od sistema. Nadmorsko višino določi, oziroma izmeri in seveda imamo potem mi za ta kamen natančen podatek. Tole je konkretno iz bližine mejnega prehoda v Ratečah, torej na lokaciji stare in kasneje seveda tudi medvojne in tudi še vedno aktualne današnje meje med Slovenijo in Italijo. To je v bistvu kamen med cestno in nekdanjim cestnim in železniškim prehodom vmes je, ker prvi ta sekcija se začne to je levo od proge, to sekcija se začne s progo. Naslednja materija v arhivu gradiva so filmi. Tu smo zopet, kot sem že rekel, na dveh možnostih, stari in novi posnetki. Zdaj starih posnetkov vojnih filmov je seveda precejšnja količina, ki pa v glavnem niti ni take vsebine, ki bi nas zanimala. Mejni prehodi niso snemani iz iste logike, kot niso snemani fotografirani. Vojska snema neke stvari zmagoslavja, paradiranja, tega boste veliko našli.
Imamo vsaj, kolikor mi je znano, so vse tri, ne moram trditi, kaj je bilo z hrvaškim, ampak z italijansko, nemško in mađarsko produkcijo vemo, da je obstajala. Najbolj znana sta seveda italijanska in nemška. Nemci so recimo znani tisti posnetki prihoda Nemcev v Maribor, Ptuj in tako naprej, forsiranje Drave, potem ko je jugoslovanska vojska porušila mostove in tako naprej, ali pa Italijani, ki zmogoslavno paradirajo po Prešernovi cesti v Ljubljani, kot recimo vidite na tejle sliki, mimo nekdanje lekarne na Mirju, kdo je v Ljubljani študiral, ve to je, oziroma kdo Ljubljančan ve to lokacijo, še pred nedavna je bilo na tej stavbi tu zgoraj videti napis farmacija. Druga možnost pa so seveda, za Mađare mi ni znano, da bi bili posnetki Prekmurja. Niti ni nujno, da smo šli že dovolj dobro v raziskave. Vzrok najbrž ne rabim posebej izpostavljati, jezik je huda ovira. Naslednja možnost posnetkov, ki nastajajo, so pa filmski posnetki, ki nastajajo na terenu v našem delu. Gre za dve možnosti. Ena je seveda izbiranje intervjujev, ki jih vnaprej načrtujemo, se dogovorimo in pridemo na teren in z osebami posnamemo nek pogovor. Tu sta primera dveh lokalnih, torej dveh Belokranjcev, ki govorita. Ob čemer je seveda treba paziti, oziroma vemo, da lahko določena oseba pove določene stvari. V kakšnem smislu? Ženska bo povedala lahko stvar, ki jo je povedala Marija Starešinič, kar tu piše. Moški tega ne bo povedal, ker moški to ni tangirala, ta nagovor župnika. Do na drugi strani moški lahko pove, recimo, konkretno Rožek Grdun je povedal zgodbo, kako je kot ne 12-letni mladenič mogel z Voli peljati italijansko posadko iz Zil, ker so jih iz Vinice pozabili upozoriti, naj se umaknijo z njim, da pride v Vinico, da bojo šli skupaj v Črnomelj, in potem je ta 12-letni mulc, kot rečeno, mogel peljati sam te Italijane, to je seveda, gre za predaj, to je september 1943. Druga možnost, oziroma naslednja možnost na terenu, pa je možnost, ko recimo nekaj raziskujemo na terenu nekoga srečamo, ga vprašamo in on pove zgodbo. In seveda, čakajte malo, boste povedali, ampak naj bomo mi snemali, bomo posneli. Do zdaj se nam je enkrat zgodilo, recimo, da nekdo ni želel biti posnet, pač pa je povedal zgodbo in smo potem mi to zgodbo povedali. V glavnem pa s temi osebami nimamo nekih ovir, da bi nam ne želele povedati. Naj se gre za lastno, najpogosteje pa to ni lastna zgodba, ker so premladi, vidite, te gospodje niso, njihov emšo ni tako visok, da bi se to direktno spomnili vojne, ampak gre za naracijo iz okolja, iz družine ali pa iz okolja, ki je povezana z tem prostorom, z samo mejo. Tole konkretno, vidite, je napisano tudi, kje smo to snemali. Potem to malo obdelamo, v smislu obrežemo, če je potreba, kaj spustimo, pa ne spustimo zato, ker bi bilo nepotrebno, ampak ne moš vse dati naenkrat, to je zdaj pa politika PR-a, ne vse naenkrat, po korakih, doziramo informacije, kot je zdravniki, tablete. Tehnično pač obdelamo film in potem to objavimo tako na Facebooku kot na YouTubeu. Pri intervjujih pa je pomembno seveda tudi kako oseba govori, ne zgolj kaj, ampak kako, torej način govora, efektivno, poudarjeno, resignirano, kajti to tudi izraža odnos do vsebine. Naše branje nekega zapisanega intervjuja je lahko seveda zelo zanimivo, ampak če slišite osebo, ki vam nekaj pove s svojimi besedami, je to nekaj popolnoma drugačnega. Tole ste že prebrali, zdaj boste pa še slišali. Enkrat smo videli Italijane, da so bili pri Šmarnicah, oni so bili strašno pogovorni, a naš župnik je pa bil strašno proti. I on kad je videl Italijane da su u crkve, on je bil tako nervozan, znate, i onda je rekao kada je bral Šmarnice, da gleda po Šmarnicama, počakajte pred crkvio. I onda smo morali počakati pred crkvio,
I onda je rekla, a Italijani su polog stali, znate, oni su bili, to su bili fašisti, oni su bili pa strašno zagrižnjeni. Ti financi su bili žunići, oni to su bili mladi panti, studenti, oni nisu se u politiku veliko, ti fašisti, oni nisu bili dobri, nismo i niti radi imali. I onda je začeo župnik, dekleta, zdaj su u preloki tuji ljudi, ki nosijo uniforme, ako bo htela šla s temi fanti plesat, ali da bi se s njimi družila, ona ni vredna da bi jo po vojni en slovenski fan povohal, ni vredna da jo obsije slovensko sonce. Hvala lepa.